vsaj tukaj v naši dvorani pod Viteško oziroma ob dvorišču, ki še nima imena, mogoče bomo našli ta večer, kakšno dobro ime bomo videli, ne? Imena je spet prizorišče ene razstave, ki ima en tak poseben značaj, ustvarjen je posebej za ta prostor z vsemi zanimivostmi, ki pritičejo temu prostoru, ampak to je zdaj že začenjam jaz to vsebino, pa nisem danes za to zadolžena. Jaz sem zadolžena, da vas zelo lepo pozdravim, da sem hvaležna, da ste prišli na naše dvorišče, ki bo danes na prepletu z umetnostjo, se pravi s tem, kar boste lahko doživeli v dvorani, pa potem malo na dvorišču, pa potem greste lahko po celotnem gradu. Ob 10 imamo še eno posebno, potem sprehod, se pravi, da cel večer smo skupaj, uživamo, se imamo lepo, predvsem pa seveda tako, da bomo šli domov potem polni tistih lepih trenutkov, ki nam jih druženje in pa tudi umetnost lahko data seveda v objemu te izjemne dediščine. Dobro, zaslužna za današnji večer, bom danes večkrat rekla, je najbolj Vesna. Ne, Vesna? Poznate Vesna Koznič, ki tako zna napisati zanimiva e-sporočila, ne? In midve se v bistvu zelo hitro vse dogovoriva. Njej je potem žal, jaz sem pa navdušena. Tako da pustimo zdaj njej besedo, da vidimo, zakaj sem jaz navdušena, pa zakaj mogoče tebi v kakšnem trenutku bilo malo žal, pa tega ni treba danes, to boš notri. Zdaj te je navdušen. Torej, Vesna Koznič. Hvala lepa. Kot prvo, hvala, da ste se odzvali vabilo na nocojšnjo odprtje in na ta čudovit večer, ki je pred nami v sklopu poletne muzejske noči. Kot prvo se moram zahvaliti ekipi Posavskega muzeja, seveda Alenka, tako je rekla, sporočilo, e-mail, pa pol ena hitra kava nekje v mestu, pa se me zmenimo stvari, ki, pol jaz imam veliko za delati, ampak sem vesela, da so narejene. Posebej hvala Roku Tanšču Versovču, ker je bil z mene in z njim bi šla na koncu ta postala kakršna koli razstava. Pa seveda celi ekipi muzeja, ki ima potrpljenje z mano, ki so mi kavo kuhali in tako dalje, tako naprej, vi že veste. Ampak, to je zdaj jaz zahvalim. Zdaj pa ekipa in zakaj smo sploh tle. Tle smo zato tega, ker se meni včas čudno seka in ko imam neke zamisli in uspem nahecati ljudi, da se mi v teh zamislih pridružijo. In tako sem uspela nagovoriti mojega moža, reveža, on zmerov nadrapa, Petro, mojo drago prijateljico iz Trboveč. Petra je arhitektka in snovalna inštalacije, ki jo boste danes videli. Aleša Krebsa iz Goriških Brkov, jaz rekla, ki sem ga spoznala pred nekaj leti, ko sem gostovala pa njegovi čudoviti partnerki v Almi Medani in sem tam imela razstavo. In nekje je Žiga, ne vemo kje, verjetno buta z glavo, ker je mogel še v zadnjem momentu naštimati vso to elektroniko. Tako, povezali smo se v ekipo KID 4, ki naj bi snovala neke zgodbe, ki so malo drugačne, ko jih običajno poznamo. Tako da danes boste videli eno razstavo, predstavo, nekaj, kar ni klasična muzejska ali pa galerijska predstavitev, ampak je sklop zvoka, animacije, kipa, slike in inštalacije. Zgodba gre tako, to smo Ateti obljubila, da vam bom vsem povedala, drugačne od TV, je rekel. Euridika in Orfej, poznamo mit, sta bila, ona je že umrla, on je šel v had in je tam popeval ko nor, da jih je spodbudil, da so rekli, ok, lahko jo ven odpelaš. In ko sta krenila ona dva poti ven, so rekli, da se niti pod živo glavo nisi obrnil, ker pol bo vsega konc. Ne bo ta prišla ven, fajro. In tako je danes tukaj noter ena taka pot predstavljena iz teme
iz neke temne neskončnosti v svetlobo, v svetlo prihodnost ali pa v svetlo neskončnost. Lahko je to pekel nebesa, lahko je to temno svetlo, lahko je karkoli. Slika, ki sem jo naredila, kaže to pot na nek način, kako jo jaz doživljavam, kako jo jaz vidim in upam, da jo boste lahko vi tudi videli neko, kaj sem razmišljala, ko sem šla iz teme v svetlobo. Potem Zoran je naredil 2 kipa, o katerih bo on več povedal in v bistvu z glasbo, s to animacijo nekako poskušamo poustvariti ta prostor med tem, ko se je Orfej obrnil nazaj, pa celo stvar zaribal, ne, ker bi lahko bil ga zvozil in bi jo ven pripeljal in bi bila srečna do konca svojih dni, tako se je pa Revež obrnil, ki ga je zanimalo, kaj je zadaj in postala sta solna stebra in je šlo vse franže. Z tem, kaj boste tle videli, z neko predstavo, z animacijo lahko vsak svoj ta vmesni prostor naredi, lahko ga spreminja, lahko podoživi vsak tisti trenutek v dnevu, v življenju, ko se je treba odločiti, ali grem tam, ali bom zarival, ali bom pa zmagal. Tako da je na vas, da si to naredite. Tako da jaz mislim, da sem več kot dovolj povedala, Alenka, zdaj pa izvolite. Ja, hvala lepa. Hvala lepa. Jaz mislim, da v umetnosti je nekaj najlepšega ravno to, da iz te osnovne zgodbe, ki je Vesna nam povedala, predstavila, seveda mi potem lahko s svojimi očmi vidimo še marsikaj drugega, oziroma da lahko tudi to pot, ki jo je pripravila Vesna, malo prehodimo drugače. Seveda pa se moramo potem postaviti v tistem delu, ki ga je pa ustvaril Zoran Poznič. Tudi Zoran ima že od začetka junija prav samostojno razstavo v naši galeriji in se mi zdi, da si morate danes ogledati še tisto, se pravi eno in drugo, da boste doumeli, kako je ta zgodba tudi nastajala. Zdaj pa imamo seveda to veliko čas in sreča, da nam bo pa še Zoran povedal, kaj misli. Je pa prišel k nam tudi Žiga, ne? Dobrodošel, Žiga. Zdaj pa najprej delal. V toliko besedah, ki ste jih izgovorili dan pred menoj, je težko v resnici še kaj dodati. Mogoče samo na drobno pojasnilo. Ta umetni prostor, kot je tudi ime te razstave, je v resnici glavni fundament, glavni steber, glavna osnova vizualne umetnosti. Umestni prostor dotika Božjega. To je tisto, veste, na Sikstinski kapeli na stropu je Michelangelo naslikal človeka in Boga. Takole 1 centimeter narazen prste imate. In vsa umetnost se skriva v tem umestnem prostoru. In gre popolnoma preprosto. A je umetnik zajel trenutek po dotiku ali je to trenutek pred dotikom. Mogoče se pa nikoli ne dotaknete. In to je glavna tema umetnosti. In nas spet je poskušalo tudi s to legendo o Orfejevni Euridiki ponazoriti točno to nejasnost. Ko nihče od nas nikoli ne ve, kam ga v resnici nese, odkje nas je prineslo in kam bomo vsi skupaj zginili. Ali v temo, ali v svetlobo. In to so glavne teme, s katerim se ukvarjamo in lahko se boste pri interaktivni postavitvi ukvarjali zdajle, ko se tole vse skupaj odpre, tudi vi. In boste videli, da je zelo zanimivo. Evo, Alenka, toliko z moje strani. Hvala! Najlepša hvala. Zdaj pa vabim Petro Marinko, ki je ustvarila prostorske instalacije, za par besed. Prosim, da dobro pogledate, kako je obuta, ker tako se pride obut na naše dvorišče. Zraven še pometa, malo zahet, ampak ker
Se moram komentirati, da. Ja, bo povedala pa čigavo to je in ta gospa, ki to dela, je tudi že razstavljala pri nas, no, tako da je lahko malo reklama. Pardon, ampak najprej pa seveda hvaležni za to sodelovanje in prosim Petra Marinko za nekaj besed. Hvala lepa. Najprej v čevljih Darja Malešič, slovenska oblikovalka, mi jih je dala zatestirati. Povem same dobre stvari lahko, narejeni so pa iz avtohtone prekmurske koruze po načinu, ker so včasih delali stare cekle. Izvolite. Pa bom pri čevljih nadaljevala in sicer Vesna mi je dala eno zanimivo nalogo, da sem vstopila v čevlje, v katerih nisem bila že več kot 20 let, umetniške čevlje nazaj. In bom rekla, da je bila naloga ne težka, ampak je bila zelo zanimiva tudi zame. In sicer umestni prostor, kot je Zoran lepo povedal, je prostor pred in po, oziroma po in pred. In jaz sem se v svoji inštalaciji ukvarjala z umestnim prostorom kot plastmi, ki ali odpadajo na nas, ali smo jih nekako odnesli s sabo, ali jih nosimo s seboj, ali pa so tam nekje ostale in se zgubljajo v črnini ali v belini. Izjemno sem hvaležna, da sem lahko del take ekipe v takem prostoru, v čudovitem dnevu in hvala lepa Vesna za povabilo in upam, da boste uživali. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa prosim Aleša Krebsa, ki je ustvaril zvok in seveda je tudi delal zelo težke stvari, ne? Ni bilo lahko, a ne? Tehnično. No, zdaj malo skušam to ozadje, ne? Ne vem, če bo povedano, ampak vseeno, prosim. Ja, ne, se malo samo. Lep pozdrav sem, jaz bi se zahvalil nekaj muzeju, Vesni in ekipi sploh, mislim, kratno sodelovanje. Ja, jaz sem se pripravljal na te glasbene podlage tudi nekako spomnil na Orfeja in na njegovo liro in zato je ta leitmotiv tudi odigran na liro. Vse ostale interakcije, ki jih boste pa lahko poizkusili, so pa mešanje vseh barv. Jaz mislim, jaz sem za izhodišče res vzel tako prostor kot to Vesnino sliko in se s temi barvami, kar se da, probo razigrati. In na momente je kaotično, na momente je lahko in lepo in tako, da boste sami sprobali tudi malo. Hvala. Hvala lepa. Ekipa seveda je vedno mora biti homogena oziroma pri dobrih stvareh je vedno več ljudi, ne? Nihče ne more vsega narediti sam, to smo res vsi hvaležni za vse sodelavce, ki nam pomagajo in seveda tukaj je tudi izjemno pomemben Žiga Pavlović. A sem kaj vprašati? Ne. Ja, bo povedal. Zato, ker seveda naš prostor je specifičen, ne? Ima ene svoje lastnosti. Tako da hvala lepa, pa da slišimo še to mnenje, oziroma predstavitev. Lep pozdrav vsem. Zahvaljujem se Vesni za povabilo pri tem projektu. Tukaj sodelujem kot kreativni tehnolog. Moje področje so interakcija, vizualizacija, tehnologija, spoznavanje z prihajajočo tehnologijo in iskanje njene uporabnosti. In vmesni prostor kot tak je vedno dojemamo mogoče med človekom, med naravo, med tehnološkim, oziroma mi kot ljudje dojemamo neko razliko med tehnološkim in naravnim. In v mojem delu večino časa se ukvarjamo s tem, v bistvu, kako poudariti izkušnjo in skriti tehnologijo, čeprav je veliko uporabljati.
Tukaj pri tem pa boste v bistvu malo soočeni tudi z orodji. Ta naš, bom rekel, umestni del je, da pri tem delu dajem to v ospredje in več ne skrivamo orodij. Videli boste točno, katero orodje se uporablja za zajem vaših rok. Videli boste tudi orodje, kjer se razvija to. In na ta način doživeli ne nujno v neki končni veliki, ampak v neki vmesnem obdobju, ki delo nastaja. Se pravi, večino časa, ko ga vidim jaz, večino časa, kot ste ga navajeni gledati vi, in zdaj v bistvu je to nekje na sredini. Tako da tukaj povežemo oba svetovna skupaj. Hvala lepa. Zdaj pa res že čas, da stopimo v ta prostor. Kaj slišite kaj za mano? Slišite, ne? Da stopimo v prostor, prej pa seveda bom jaz se zahvalila vsem petim, zahvalila tudi simbolično s to rožico. Potem pa obračam Vesno, a gremo lahko s kozarcem noter, ne? Oziroma, ko bo povedali moj skrin. Jaz bi rekla tako, da je v bistvu je smiselno, da greste s kozarcem noter. Zdaj, dokler Alenka še čestita, jaz še enkrat hvala lepa za obisk in res uživajte, pa kaj je še dodatek, ki smo se posebno potrudili, je zelo sveže spodaj. Tako da to je nekaj posebnost te dvorane in je treba jo izkoristiti, ne? Ja. Kaj si rekla? Nisem poslušala. Da si fajn in da te imamo radi. Super. Mi tudi tebe, hvala lepa. Jaz moram reči, da komaj čakam, da stopim v prostor, ampak ti boš morala pa s tem največjim pušelcem stopiti v prostor. Hvala lepa. Vesna je res ogromno vložila v to. Boste videli, da se to tudi vidi, a ne da. Borimo se. Zdaj lahko vsi skupaj iščemo, kam bomo to razstavo še predstavili, ne? Ker ne bomo mogli živeti ravno dolgo tukaj zaradi vseh teh stvari, ki jih imamo, ampak živela bo pa super. Je tako. Zdaj pa smo odprli razstavo, ne da smo. Dobro, še nekaj, se pravi, lahko greste notri s kozarcem, potem seveda imamo tudi pogostitev, potem pa ves čas lahko tudi sedete v našo kavarno, ki je bolj na moji levi strani. Как se pa se sliši? Ja?